Torej, redni profesor dr. Matej Tušak je zaposlen na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer predava psihologijo in psihologijo športa. Predava tudi na številnih drugih, tako domačih kot tudi tujih univerzah. Prav tako je avtor različnih knjig in več kot 300 znanstvenih člankov. Veliko predava po športnih društvih, šolah, vrtcih, podjetjih in vodi delavnice o spoprijemanju s stresom, motivaciji, agresivnosti, osebnostni rasti, timskemu delu, učinkoviti komunikaciji in drugih psiholoških fenomenih. Ukvarja pa se tudi s svetovanjem posameznikom. In glede na to, da že skoraj celo leto veljajo ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, je v tem času verjetno postal tudi strokovnjak za spletna komunikacijska orodja, snemanje in režijo video predavanj. Ker je v vsaki šali lahko nekaj resnice, je tudi danes profesor z nami preko spleta. Profesor Tušak, vabim vas k besedi, da nam poveste, zakaj je pomembno, da ne iščemo krivcev zunaj sebe, ampak prevzamemo odgovornost za svoje počutje. Ja, dobro večer vsem skupaj. Na to vprašanje in tudi na nekatera druga vprašanja bomo poskušali skozi današnjo predavanje kompetentno odgovoriti. Glede na to, da sta že moja predhodnika veliko govorila o stresu, bom pokazal eno knjigo, ki je 2 leti nazaj izšla, to je knjiga Živeti s stresom, tehnike samopomoči. V tej knjigi smo nekako zbrali na kupu veliko informacij v kontekstu stresa, obvladovanja stresa, kako stres vpliva na zdravje ljudi, kako si lahko pomagamo sami in pa kaj vse je na nek način v ozadju tega, čemur mi danes rečemo stres. Nekako skozi današnje predavanje bomo se poskušali dotakniti specifične situacije, v kateri smo letos, to je obdobja izolacije, kjer smo pravzaprav več kot pol leta v enem čisto posebnem stanju. Marsikdo pravi, da se zlorablja beseda vojna, ampak kdaj pa je bilo zadnjič tako stanje? Takega stanja pravzaprav ni bilo v zgodovini človeštva nikoli. Bile so seveda okužbe, taka podobna okužba je bila španska gripa, ki pa je bila seveda v tistih situacijah popolnoma drugačna in skoraj nikakršnih ukrepov ni bilo. Seveda posledice tiste španske gripe so bile seveda enormno hude. Zdaj živimo v enem sodobnem času, kjer je znanje medicine nekoliko boljše, žal pa so seveda do prihajajočega cepiva bila praktično pravila za zajezitev podobna, kot so bila 100 let nazaj. Ampak precej lahko uporabljamo besedo termin vojna, zato ker so stanja, v katerem smo se znašli, popolnoma podobno tistemu, Razen tega, da je to nekako vojna celega sveta proti virusu. Nekako si lahko predstavljate, če bi nas napadli vesoljci, bi tudi bil verjetno cel svet nekako združen v tej borbi. Tisto, kar je bilo zanimivo, je, da je pravzaprav zmanjkalo, oziroma vojne so se nehale, vsaj v prvem valu so se praktično vojne nehale. Ljudje so se nehali tepsti med seboj pobijati. Seveda zdaj v drugem valu, ko nam je ta bolezen že malo bližje, pa smo se že našli en tak bolj umirjen pogled do nje, smo seveda se začeli ukvarjati z prejšnjimi razvadami, s sovraštvom, z vsemi stvarmi, ki so bile že prej prisotne v svetu. Edina dobra stvar, ki jo danes opažam, je, da ima Evropa bistveno več snega v tem času, kar je zagotovo posledica tega, da je bila onesnaženost slabša, manjša, in da je seveda učinek tople grede bil manjši. In jaz sem prepričan, da je to odraz tega, da so se klimatske razmere zaradi zmanjšanega onesnaževanja spremenile. Ampak dajmo iti od začetka. Od prvega vala naprej smo bili nekako Slovenci tako kot 500 tisoč jadrnic, če povzamemo, da smo 4 povprečno družina v Sloveniji 4-članska, se pravi 500 tisoč jadrnic na morju,
kjer pa seveda ni bilo tako lepo vreme, pa ni bil tako lep razgled, ampak so bile te jadrnice nekako bolj podobne temu, ne? Se pravi, razburkanemu morju, niti nismo vedeli, kdaj bomo stopili dol, še danes tega pravzaprav ne vemo dobro, pa večina nas seveda ni bila jadralcev, kar pomeni, da smo se v teh pogojih precej slabo počutili, ne? Vemo pa seveda, da če imate veliko jadrnico, je potem to mogoče ta občutek malo bolj varen, malo manj hudo. Če imate zelo majhno jadrnico, je seveda ta občutek nevarnosti, ogroženosti še veliko večji, ampak glede na to, da se nihče ni znal dobro s tem soočati, ker pač nihče od nas ni jadralec, so seveda iz tega izšle precejšnje slabosti, ki se danes kažejo v vedenju ljudi. Jaz veliko sodelujem z dr. Ihanom, on je tudi jadralec. On je vsakič rekel, tudi če se ljudje zelo dobro razumejo, 4. dan jadranja jih je treba spustiti na prosto, ker drugače pride do hudih konfliktov, ne. Pri nas je v nekaterih okoljih bilo tega, da so bili skupaj, pa da niso šli na prosto, še bistveno več kot 4 dni, zato na nek način niti ni čudno, da prihaja do enih agresivnih izpadov, do enih konfliktnih situacij v družbi, ki si jih seveda ne želimo, ampak to seveda še ne upravičuje dejstva, da ne bi nič naredili, ne. Vedno je tako, da v nekih ključnih trenutkih imamo eno skupino ljudi, ki se ves čas pritožuje, in eno skupino ljudi, ki išče rešitve. Vedno je tako, tudi takrat, ko se ladja potaplja, so eni tisti, ki iščejo rešitve in poskušajo rešiti situacijo, in eni, ki postanejo živali, zveri takrat, ker v kontekstu samo ohranitvenega nagona pravzaprav pozabijo na to, da imajo kot ljudje prirojene oziroma privzgojene neke vrednote, neka pravila spoštovanja, komuniciranja. In seveda danes lahko v medijskem prostoru in pa tudi sicer v življenju ljudi opazujemo, kateri so tisti, ki so na nek način izgubili glavo in se ne znajo soočati s to stresno situacijo na jadrnici, in kateri so tisti, ki umirjeno poskušajo rešiti, da se ta barka ne bi potopila. Zdaj za začetek mogoče samo nekaj izhodišč, zato da razumemo, zakaj se nekateri ljudje tako čudno počutijo. Prva stvar, ki je, da je proces izolacije pravzaprav naredil, nam približal tako imenovano življenje v totalnih ustanovah. Totalne ustanove so inštitucije, kjer so ljudje z obzidjem ločeni. Imamo nek zaprt prostor, noter, kjer obstajajo neka pravila, kjer obstajajo neki disciplinski postopki, ki zahtevajo, da se morajo ljudje po nekih pravilih obnašati, če želijo tam noter živeti, in seveda tudi opcija, da greš ven iz tega, ampak potem nimaš nikakršne zaščite. In ko živiš v tej skupini, seveda moraš sprejemati pravila. Prve take inštitucije totalnih ustanov so bili nekoč, recimo samostani, ki so bili na obrobju mest, potem sama mesta, ki so bila z zidom ograjena, gradovi, ki so bili ograjeni z zidom, v katerem je živelo kar precej ljudi, ne. Pa potem recimo danes so to recimo psihiatrične bolnišnice, ki so jih tudi dali na rob, ali pa same bolnišnice, ali pa recimo vojska, ali pa recimo najhujša oblika zlorab, pravzaprav totalnih ustanov so bila koncentracijska taborišča. Ampak v osnovi seveda so totalne ustanove tudi domi za starejše občane, ali pa recimo dijaški domovi, kjer dijaki živijo. Vsi ti domovi so pravzaprav, ali pa vse te totalne ustanove so narejene s ciljem pomagati tistim, ki tam živijo, ampak vedno se seveda zaradi nekih zakonitosti zgodijo pravzaprav tipične borbe, ne. Pacienti, če ste gledali kdaj našo malo kliniko, ste videli, kako se edini pacient v tej naši mali kliniki ves čas pritoževal nad zdravnikom. V njegovi glavi so bili zdravniki tisti, ki mu ves čas poskušajo škoditi, čeprav so v resnici bili tam zato, da pomagajo njemu. In v tem kontekstu smešno, ne, vsi zdravniki enemu samemu pacientu, pa še vedno ni bil zadovoljen, še vedno je ves čas iskal, kaj se mu hoče slabega narediti. Podobno seveda je na relaciji vojaki, častniki. Vedno se vojaki počutijo, da jih častniki izdajajo, da jim ni mar za njih, a v bistvu je vsak
vodja vedno odgovoren za svoje podrejene in je na nek način zavezan s to odgovornostjo, tudi lojalnosti do svojih zaposlenih. Ampak seveda totalne ustanove onemogočajo, da bi ljudje to videli na tak način. Oni se morajo podrejati skupini in bolj, ko so te totalne ustanove zaprte, večji je ta občutek podrejanja in večji je občutek omejevanja svobode. Ampak ta omejevanja svobode je seveda v skupnem življenju nekje nujno potrebno, sploh kadar je v ozadju neka grožnja. Ampak je treba razumeti, kaj se zgodi. Recimo taka tipična najhujša totalna ustanova je samica v zaporih. Se tega pri nas danes niti ne prakticirajo več, ampak to je nekaj najhujšega. Predstavljate si, da lahko 1, 2, 3 dni, 5 dni take samice katastrofalno vpliva na vedenje posameznikov. Mnogi so pa zdaj precej sami že dolgo časa skupaj in seveda to na nek način se odraža tudi v vedenju ljudi. Kaj zdaj vpliva na njih? Ali pa kdo so tisti, ki se pritožujejo, ki so konstantno negativistični in kdo so tisti, ki poskušajo iskati rešitve? V veliki meri je to povezano z eno stvarjo, ki mi v psihologiji rečemo locus kontrole ali pa locus nadzora, bomo rekli. Leta 1966 je ameriški psiholog Rother prvič rekel, da uspešni ljudje iščejo vzroke za nekaj ali pa za uspeh ali pa vzroke za neuspeh pri sebi, neuspešni pa zunaj sebe. Se pravi, tisti, ki so uspešni, tisti se ves čas sprašujejo, kaj sem jaz naredil narobe, kaj bi jaz lahko naredil drugače. Tisti, ki so neuspešni, rečejo, ja, to je zaradi slabega vremena, to je zaradi politike, to je zaradi unih lobijev, ki to hočejo. Skratka, oni imajo občutek, da nimajo nikakršnega nadzora nad tem in se seveda tudi ne trudijo, ker projicirajo vzroke za to, kar se njim dogaja, ljudem zunaj sebe. In tako seveda tipično nastanejo teorije zarote. Še posebej takrat se to poveča, ko je občutek ogroženosti večji, ko je posebej pri tistih ljudeh, ki so bolj anksiozni, ta ogroženost pride do enega nivoja, s katero se posameznik nima občutka, da ima kapacitete, da bi se s tem boril, potem preprosto je bistveno lažje, da reče, to oni delajo, to sploh ne obstaja, v resnici nas hočejo podjarmiti, v resnici nas hočejo. Skratka, tukaj potem nastane manevrski prostor za mnoge teorije zarote. In tukaj lahko to, bomo videli pol naprej, zelo povežemo tudi s tistim občutkom, da ne bi kdo mislil, da podcenjujem izgorelost, ampak s tistim občutkom, kdo hočeš biti v tej zgodbi. Ali hočeš biti zmagovalec v tej zgodbi, ali hočeš biti poraženec. In če si ves čas govoriš, koliko sem jaz bogi, koliko je meni hudo, potem seveda sem se jaz odločil, da bom poraženec. In če sem se odločil, da bom poraženec, potem se mi mora nekaj hudega dogajati, potem se moram jaz tudi odločiti, da bom hiter izgorel, da bom hiter zbolel, da bom hiter slabe volje, depresiven, neuspešen, neučinkovit in tako naprej. Ampak to je nekaj, kar jaz v športu svoje športnike učim, da seveda po tej poti poraženca ne smejo iti, da je to pravzaprav stvar osebne odločitve. Ali hočeš biti zmagovalec, ali hočeš biti žrtev. Seveda mnogi se odločijo za to, da so žrtev nezavestno, ampak preprosto zato, ker ne znajo drugače. In njim je bistveno lažje razumeti, da nekdo od zunaj urejuje njihovo življenje ali pa vpliva na poslabšano kvaliteto, kot da bi razumeli, da so sami za to odgovorni. V ozadju tega je še ena velika težava, to je premehna odgovornost. Večina ljudi v zahodnem svetu, Slovencev pa še toliko več, ker smo 50 let naše zgodovine sloneli ne na individualni odgovornosti, ampak na skupinski odgovornosti. Dolga leta individualne odgovornosti v Sloveniji oziroma nekdanji Jugoslaviji nismo želeli, ne da je nismo spodbujali, prepovedovali smo jo. Govorili smo v množini, kot mi. Nenazadnje se je to pokazalo v tem, da smo bili relativno dobri v ekipnih športih. Tam je ta mi doživljaj lahko zelo veliko pomenil, v običajnem življenju seveda pa ne, ker je potrebno prevzemati individualno odgovornost. To smo nekako pokazali že, da je ena izmed ključnih težav Slovencev, da nismo sposobni prevzemati odgovornosti. Skratka, izjemno pomembno je, da se zavedamo, ali pa da uspešni ljudje so tisti, ki začenjajo iskati, s čim oni vplivajo na življenje, na to, kar se jim dogaja. Neuspešni so pa tisti, ki ves čas obtožujejo drugi. Pa si naredite čist sami ta trenutek
vzporednice poišče v političnem prostoru. Kdo je tisti, ki se ves čas pritožuje in išče vzroke pri drugih, in kdo je tisti, ki poskuša iskati rešitve. Se pravi, to je nenazadnje stvar ene psihološke značilnosti, ki rečemo interni locus kontrole oziroma eksterni locus kontrole. Že prej sem omenil, da konkretne težave, ki iz tega izvirajo, so bile pač neka socialna izolacija. A veste, socialna izolacija je nekaj, kar je izrazito nepisano na kožo ljudem. Ljudje smo socialna bitja, potrebujemo socialna bitja. Skozi socialna bitja gradimo svojo samopodobo, gradimo svoj občutek lastne kompetentnosti in seveda, ko tega ni, potem se seveda to bistveno odrazi na osebnosti ljudi. In ta situacija, v kateri smo, ni normalna, to je daleč od normalne situacije. Take situacije ni bilo in je primerljiva z drugo svetovno vojno. Seveda ne s tem, da bi nekdo med seboj pobijal se, vsaj zaenkrat, če ne. Z mentalnim stanjem družbe je pa popolnoma podobno. Zato, ker je to nekaj, kar je prvič v zgodovini se pojavilo. V sodobni zgodovini človeka ni bilo situacije, ko bi bil svet na tak način odrezan oziroma preprečeno komuniciranje. Druga zelo pomembna stvar, ki smo jo zelo hitro pogruntali. Izolacija je pomenila, da so se ljudje v bistveno manjši meri začeli gibati. To je seveda pomenilo najprej zelo hud vpliv na zdravje. Ljudje so se začeli zrediti. Spomnite se, ko je nastala izolacija, najprej zmanjkalo kvasa, ker so ljudje začeli na veliko jesti. Potem so, glede na to, da so bili doma, pa da se niso niti lepo oblačili, nekaj časa je trajalo, preden da so pogruntali, da jim hlače niso več prav. Takole bi približno izgledala prvenstvo po izolaciji, vsi z 10-20 kg velike telesne teže. Potem so tisti malo bolj razsvetljeni pogruntali, da se je potrebno gibati, da je gibanje nekaj, kar nujno potrebujemo za zdravje. In mnogi so začeli razvijati rituale ali pa razvijati rekreacijo, 1 do 2 ure na dan manj so porabili za vožnjo v službo in so ta čas koristno izkoristili in so se začeli sistematično ukvarjati z gibanjem. Tako da mnogi so iz te izolacije prišli z enimi drastičnimi spremembami v življenjskem stilu. Mnogi pa ne, seveda, mnogi pa so se začeli zanašati na to, da je nekdo drug kriv za to, kar se nam dogaja in seveda, zakaj bi jaz potem karkoli spreminjal v svojem življenju, tako so ljudje od zunaj krivi, da se jaz slabo počutim, da se jaz zredim, da se jaz preveč sladkarij ne jem, da meni hlače niso prav. In ena zelo pomembna stvar je, da so mnogi dojeli, da je gibanje nekaj, kar nujno potrebujemo v življenju. Tretja zelo pomembna stvar je pomanjkanje komuniciranja. Ljudje smo bitja, ki radi komuniciramo, ki potrebujemo komunikacijo za to, da smo srečni. Eni sicer malo bolj, drugi malo manj, ampak nihče noče biti sam. Vsak potrebuje način komuniciranja. Vojne nastanejo zato, ker ljudje ne znajo komunicirati. Ločujejo se ljudje zato, ker slabo komunicirajo. Se pravi, pomanjkanje komunikacije je nekaj, kar je ena huda težava obdobja v izolaciji. In seveda, če tukaj ne znamo narediti enega koraka v pravo smer, če nismo poiskali, se adaptirali na to, da znamo komunicirati ali pa da več komuniciramo pač v okviru tistih pravil, ki so. Veste, zdaj spet locus kontrole notranji pa zunanji pomeni, da so se tisti, ki imajo zunanji locus kontrole, ves čas pritoževali, zakaj moramo imeti maske, zakaj ne moramo videti obraza, kako bojo otroci prizadeti zaradi tega, kako ne bojo prizadeti, kako je vse narobe. Tisti, ki so pa seveda imeli interni locus kontrole, so pa iskali pripomočke, ki jim lahko pomagajo, da oni vsem komunicirajo. Tako kot mi zdaj preko spleta, preko Zooma, preko česarkoli. Skratka, če ste šli gledati tisti 2 znani mladi igralki tenisa, ki sta ne samo komunicirali, igrali tenis iz ene strehe ene stolpnice na drugo stolpnico, do tega, da so imeli skupno petje, igranje na balkonih, zato ker se niso smeli družiti. Veste, to so bili v bistvu akcije, ki so kazale, kako nekateri ljudje, ki imajo interni locus kontrole, iščejo rešitve, drugi pa sedijo na tleh in se pritožujejo tako kot Calimero. Malo smo že pozabili, nekoč v mojih časih je bila ena najbolj priljubljenih risank Calimero, ki je bila v Sloveniji zelo dobro sprejeta, precej razumljivo, zato ker smo Slovenci raje Calimero in se ves čas pritožujemo, kot da bi iskali rešitve.
In znotraj komuniciranja je seveda ena izmed ključnih nalog bila, da najdemo način, da vzdržujemo potrebo po komuniciranju, seveda, da se pač znamo prilagoditi. Vsi, ki delajo v podjetništvu, vejo, da se neke stvari vsak dan prilagajajo. Jutri zgubiš pogodbo, ki se je prej zdela, da bo trajala do nedogled. Pa ti kupec odpove pogodbo, če želiš preživeti, moraš pač poiskati novega kupca. Ne moreš sedeti na tleh in jokati in tarnati, kako so hudobni, zato ker so ti odpovedali pogodbo. Ne, tako je treba iti naprej v napad in poiskati novega potencialnega kupca. Se pravi, naša podjetja so že precej dolgo adaptirana in iščejo rešitve, medtem ko v nekih drugih področjih, tam, kjer nikoli ni bilo potrebno se adaptirati, se ljudje pač niso adaptirani in potem še danes ves čas se pritožujejo, zakaj jim je nekdo to vzel, po noči razumeti, da je to ta trenutek realnost. In kljub cepivu se bo ta realnost spremenila, nikoli ne bo več popolnoma tako, kot je bilo nekoč, ker se bomo, če druga ne, zavedali nevarnosti, ki jo lahko vsako leto prinese nov tak virus. Pomanjkanje samodiscipline in motivacije, to je bilo prisotno pri mnogih, posebej pri tistih, ki jim manjka samozavesti, se je to zelo hitro zgodilo, predvsem zato, ker je formula motivacije samozavest krat cilji. In ko se enkrat razpustiš, ko se ne zrihtaš več, ko se ne obriješ več, ko si ne umiješ zob, ko ne izgledaš več lepo, pade en občutek samozavesti. In potem tudi tisti cilji, ki so se še prej zdeli smiselni, se danes ne zdijo več dosegljivi. Motivacija je samozavest krat cilji. Tudi če imam visoke cilje, pa če jaz ne verjamem, da jih lahko dosežem, se nič ne zgodi. In tako imamo danes eno veliko populacijo ljudi, ki ni samo v tem trenutku, ampak tudi, če ne bi bilo korone, v tej situaciji, tisti, ki so se skozi življenje naučili, da znajo biti uspešni, tisti so razvili ta inštrumentalni refleks, se trudim, se matram, naredim vse, kar zmorem, pa sem uspešen. Ostali drugi so rekli, se je brez veze, to, kar je tudi že moj predhodnik Aljoša omenil, tako imenovana koncept naučene nemoči. Zakaj bi se matral, vse se tako ne da. In tudi recimo v obdobju v zadnjem mesecu izolacije se je zgodilo to, da so rekli, zakaj se bi držali pravil, vse se tako nič ne pozna. In se ne držijo pravil, vsaj ne tako, kot bi se morali. In potem se seveda res ne pozna. In potem to iz naučene nemoči postane samouresničujoča se prerokba. Zakaj bi se trudil, vse se tako ne bo odrazilo. In imamo na koncu vlak, ki gre v prepad, namesto da bi imeli vlak, kjer imamo lokomotivo, ki to vse žene in ki imamo to seveda zavore, ki znajo bremzati takrat, ko je to potrebno. Seveda, koronavirus ni bilo nič dobrega, predvsem pa en zelo močen strah pred nepoznanim. Virusa ne poznamo dobro, ne razumemo in ravno zato, ker ga ne razumemo, je toliko lažje, da se razvijajo tako imenovani občutki anksioznosti. Anksioznost je strah, generaliziran strah, kjer težko rečemo, česa se bojimo. Če se ženske bojite pajkov, ko pride pajk v vašo bližino, začnete kričati. Ko tega pajka nekdo odstrani, sami ga verjetno ne znate, če se ga bojite, potem vas ni več strah. Pri anksioznosti gre za drugo stvar. Zelo težko odstranite to anksioznost, ker ne veste, česa vas je strah. In če ti nečesa ne vidiš, vse, kar vidite, je tale bodeča skulptura, ki ne bi predstavljala koronavirus, v resnici pa ne vem, kako to v resnici zgleda, ker je to toliko majhno, potem je to seveda idealno, da se te občutki anksioznosti razrastejo. In te občutki anksioznosti potem pa nekaterih povzročajo paniko, pa nekaterih samo tiščanje v prsih, napetost, ampak vse skupaj seveda zelo hitro dvigne našo aktivacijo, to pa poveča agresivnost ljudi. In kadar imamo tudi neke vzornike, ki se zelo sovražno obnašajo, potem je to toliko večja verjetnost, da bo prišlo do posnemanja te agresivnosti. Nešteto raziskav, ki so pokazale, da recimo, če date vi v razred lutko, pa gledate film, pa gledate en lep film, pa potem gledate en film, kjer se tam nekoga pretepajo, potem pa je konc filma, pa greste ven iz razreda, v tem razredu, kjer so gledali agresiven film, so se te otroci potem znesli nad lutko. V tistem razredu, kjer so gledali neke prijetne vsebine, seveda pa ni bilo nikakršne agresivnosti. Posnemanje agresivnosti je zelo veliko. In če imamo mi vzornike, ki v bistvu ščuvajo, ki ves čas
ustvarjajo neko nestrpno razpoloženje, potem seveda bistveno lažje prihaja do agresivnih napetosti. Prostorska stiska je še ena stvar, ki povzroča porast agresivnosti. Teli mucki nimajo prostorske stiske, oni se fajn počutijo, ampak ljudje imamo pa okrog sebe intimno območje, osebno območje, javno območje in seveda, če vi konstantno prehajate v kontekst intimnega območja drugega, tudi če so to za začetek samo družinski člani, se zelo hitro razvijajo neke agresivnostne tendence, v to intimno območje prehajate konstantno v dvigalo. Če se veliko vozite z dvigalom, veste, da vedno ponavadi gledate v tla, ker če že tako pridejo ljudje, nepoznani ljudje v vašo intimno območje in če bi vas še takrat v oči gledali, bi bilo to pravzaprav pritisk, ki ga večina ne bi zmogla prenesti. Zato tudi rečejo, da se v dvigalu meri ne realna teža, ampak tista mentalna teža, ki jo imamo. Se pravi, in mi smo zdaj bili v izolaciji in posebej tisti ljudje, ki živijo v nekih manjših stanovanjih in tako naprej, ki so težko šli ven, tam je ta porast agresivnosti bil še toliko večji. Potem pa ta masovna psihologija pove tudi to, da če se mi ne znamo pravilno obnašati ali pa če imamo neke provokatorje, ki ves čas ustvarjajo nek konflikt, potem seveda to sprejme ob zmanjšanji odgovornosti povzroči tudi padec ali pa neustrezno vedenje tudi pri vseh ostalih, posebej na spletu je to prisotno, ker je ta relativna anonimnost bistveno bolj prisotna, kot pa kot ti z nekom v živo govoriš. Seveda, danes ta situacija je pokazala tudi, da ljudje ne znajo dobro komunicirati, da so konflikti zelo pogosto prisotni. Veliko več je bilo prošenj za ločitev že po prvem valu, k sreči naša sodišča slabo delujejo, pa preden da bodo te prošnje prišle do konca, bo verjetno že drugega vala konc, pa se bo ljudje malo pobotali. Ampak, da res ne znamo dobro komunicirati, si lahko zelo hitro pojasnimo s tem, da si predstavljate, če vas vpraša, vidite, da ta mama, mislim, otrok, razumete, ga ima mama rada ali ga nima rada, ali pa, tako bom rekel, kako res ne znamo komunicirati, vam najlažje odpove odgovor ali pa retorično vprašanje. Če se spomnite svojega zadnjega konflikta s svojim partnerjem, pa če vas vprašam, kdo je bil kriv, boste verjetno skoraj vsi odgovorili on ali pa ona. Se pravi, redko kdaj razumemo, da smo sami ali pa v veliki meri odgovorni za komunikacijo, ki jo naredimo, in taka osnovna stvar že pokaže, kako smo subjektivni in kako v bistvu ne znamo pravilno oceniti. In seveda pol pričakovati, da bodo ljudje absolutno sposobni pravilne komunikacije, bi bilo seveda pretirano. Še ena stvar, ki je zelo prisotna. Kot družba smo izrazito razvajeni. Od majhnega naprej. Večina naših otrok danes živi bistveno boljš kot nekoč, kar pomeni, da od majhnega naprej imajo vse. Majhni otroci imajo majhne želje, seveda pol, ko postanejo veliki otroci, morda kakšne želje ne dobijo izpolnjene, ker so te želje že velike, ampak generalno smo pa kot družba izrazito razvajeni in ne znamo razumeti, da se naše pravice končajo tam, kjer pridejo v kontakt s pravicami sočloveka. Mi smo razvajena družba, ne samo Slovenci, cela zahodna civilizacija. In zato, ker smo razvajena družba, funkcioniramo egoistično in narcisistično. In to seveda vsak, ki se malo ukvarja s terapijo, pa z odnosi, ve, da je to smrt za odnose. Narcisizem, egoizem je nekaj, kar je praktično, bom tako rekel, pesimistično, zelo težko tudi vzdravljivo, ali pa zelo težko, ali pa zelo veliko truda je potrebno, da ljudi tega odvadimo ali pa da znajo to spremeniti. In to je nekaj, kar je seveda plod sodobne družbe. In dokler bomo kot družba tako zelo razvajeni, pa nesposobni odlagati stvari, bomo seveda bistveno težko prišli skozi življenje. Nekako bi rekel, 1-2 minutke še imamo, nekako bi rekel, da se moramo zavedati, če hočemo iti v pravo smer, moramo razvijati na eni strani push in na drugi strani pull motivacijo. V tem današnjem konceptu bi to pomenilo, da si moramo želeti, da v resnici premagamo epidemijo, da premagamo vse te težave, kar seveda ni čisto jasno, ker nekateri si predvsem želijo rušenje vlade, drugi pa premagati epidemijo. Se pravi, ampak tudi na tej poti, če si predstavljamo, da smo mi tale osliček, če hočemo iti naprej, rabimo na eni strani naše želje, to je tako imenovana pull motivacija, po drugi strani pa tudi neki sisteme, ki nas malo pritiskajo takrat, ko nam je ta zgodna
motivacija premehna, da znamo, da nas nekaj zbudi naprej. Ne? Tako kot en športnik, ki sicer zelo rad trenira, ampak pa res dežuje, samo pa ne ljubi iti teči. Če je zmenil se še s prijateljem, da mora zaradi njega iti ven, bo ta šla teči in bo ta oba dva naredila en velik napredek. Ne? In v tem kontekstu seveda je tisto, kar sem prej posebej izpostavil. Največja kompetenca oziroma največji vrzel med Slovenci, med kompetencami, ki jo vsi delodajalci v Sloveniji enotno izpričajo, je pomanjkanje odgovornosti. In vsi bi bili veliki, pa ne razumejo, da s tem, ko postajaš velik, se dviguje tudi svoja odgovornost. Zato pravim, da je dvig odgovornosti nekaj, kar mora biti za nas eno izmed ključnih navodil, pa tudi ključnih smernic po koncu korona obdobja. Ne? Brez tega seveda, da se zavedamo, da če hočemo zmagovati kjerkoli na svoji karieri ali pa ne nazadnje v tej situaciji, se moramo odločiti, da hočemo biti lev ali hočemo biti Kalimero. Slovenci imamo zelo radi zgodbo, da smo Kalimero in da se pritožujemo, kako drugi z nami nekaj hočejo slabega narediti, ali pa se mi odločimo pa rečem, jaz hočem biti zmagovalec, jaz hočem, da smo prvi, ki pridemo iz tega. Ne, zdaj, če hočemo biti Kalimero, pa bodimo Kalimero, ampak jaz ne bom na tem vlaku, jaz bom šel tja, kjer bojo zmagovalci. Vsem tem seveda pa, če hočemo biti zmagati, pa ne bomo zmagali ali pa ne bomo levi, če bomo delali vsak po sebe, za sebe. Mi moramo delati skupaj, če hočemo, namreč zgodba ali pa situacija, v kateri se zdaj najdemo, ni tako preprosta, zahteva zelo veliko stvari, zahteva tudi prave ljudi, ki nas vodijo, zahteva tudi to, da se vodje seveda na nek način znajo obnašati kot vzorniki, ki nam pomagajo, predvsem tistim, ki imajo težave na področju reagiranja v stresu, pa na področju slabe anksioznosti ali pa velike anksioznosti in tako naprej. Zdaj, kako si pomagati, to smo slišali že pri moji predhodnici, se pravi, da znamo predvsem v stresu dobro reagirati, bi mogoče samo povzel tisto, kar je ona rekla. Najprej, čim več moramo vedeti v vsej situaciji. Potem moramo se znati umiriti, to je pokazala moja predhodnica, z nekimi relaksacijskimi vajami to naredimo. Ena izjemno pomembna stvar, znebimo se negativnih misli, začnimo razmišljati o tem, kako bo, ko bo enkrat bolje in iščimo poti do tega bolje, ne pa da ves čas produciramo in ves čas se ciklamo samo okrog negativnih misli. Če si ves čas govoriš, kako si boln, na koncu rataš boln. Če si ves čas govoriš, da si močen, postaneš močen. Tisti mehen mucek rata lev, tako da si je ves čas pred ogledalom rekel, jaz sem lev, jaz bom lev, jaz sem lev, na koncu bo ratal lev. Seveda brez tega, da smo redno telesno aktivni, ne bo dovolj energije za to. In še ena stvar, ki jo moramo razvijati, to je stresno toleranco. Če hočemo biti uspešni, moramo to stresno toleranco dvigniti. Ne? Tukaj imamo se na hitro, bom pustil, niti ne bom razlagal, ampak mogoče izhodišča, če hočemo reševati situacije, dajmo si z nekimi rituali pomagati, s tem, da smo urejeni, da smo disciplinirani, da gremo ven na zrak, da se zmanjšamo napetost, da uporabljamo neke relaksacijske aktivnosti, da se učimo komunicirati, da uporabljamo sodobne medije za komunikacijo, da smo s pozitivnimi ljudmi skupaj, da ne gledamo skozi samo televizije, pa se pa pritožujemo, zakaj so na televiziji same negativne stvari. Vseh ne rabite gledati. Če pa greste gledati, pa dajte gledati neko komedijo ali pa dajte gledati, imate milijon izobraževalnih oddaj, ne vem, dokumentarnih oddaj o oblikah življenja na svetu, o vseh mogočih stvareh. Se ne rabite gledati samo informativnega programa na televiziji, pa da se pa pritožujete, kako Kacin govori skozi negativne stvari. Se ga ne rabite poslušati. Dajte gledati kaj lepega, saj televizija ima danes 300 kanalov, samo klik, pa gledajte tisto, kar želite. Poskrbite za humor, vzdržujte pozitivno razpoloženje. Tako nekako v tem smislu. Hvala lepa, profesor Tušak. Vprašanj sicer nimamo, prejela pa sem številne zahvale za vaše izjemno dobro predavanje, tako da se vam tudi jaz zahvaljujem za vaš pomemben prispevek. In verjamem, da nam bodo nova znanja vsem v spodbudo, da bomo znali boljše poskrbeti za svoje počutje in lepši vsakdan. In hvala za namig, da se vse investicije vase večkrat povrnejo. Absolutno. Tisto, kar se mi zdi, da mora biti ključna misel vseh nas.
Mi smo odgovorni za to, da smo pozitivni, da se dobro počutimo. Ni kriv Janša, ni kriv Trump, če se mi s svojim partnerjem ne razumemo. Mi smo odgovorni za to. Dajte prevzeti odgovornost za sebe in skreirati življenje, ki bo tako, da boste znali v njem uživati. Naj bo to dobra spodbuda za vse nas tudi v prihajajočem letu. Tudi vam želim srečno, gospod profesor.